Pozdravljeni. V Formuli 1 smo priča rahlo absurdni situaciji in danes bom skušal še enkrat razjasniti, zakaj gre pri polemiki okrog kompresijskega razmerja, posebej v pogonskih sklopih Mercedesa. Drugega februarja so pri Mercedesu uradno predstavili bolid dvojni V17. Čeprav so barvno shemo za letošnjo sezono pokazali že 22. januarja, če me spomin ne vara, in seveda na tistih zasebnih testiranjih smo lahko mi navdušenci videli ogromno posnetkov novega bolida. A treba je razumeti, da tudi pri Mercedesu želijo tisto malce medijske pozornosti in pripada. Ampak poleg vsega tistega, kar je bilo večini nam, navdušencem že znano, si je Toto Wolff privoščil nekaj krepkih besed glede vse glasnejših kritik o legalnosti pogonskega sklopa Mercedes. Govorili bomo zopet o kompresijskem razmerju, kjer smo se mnogokrat ustavili prav pri dogodkih, ki so ključnega pomena. Kot vam je že jasno, kot smo že govorili v komentarju novic, se je FIA odločila, da pravil ne bo spreminjala. Ampak Toto Wolff je povedal nekaj bistvenega. Uporabljal je izjemno vulgarno besedno zvezo, ki v prostem prevodu v slovenščino bi lahko pomenila, naj se njegovi nasprotniki zberejo in naj ga prijavijo s kakšnimi konkretnimi dokazi. Sicer on je uporabljal besedno zvezo v angleščini, ki je vse prej kot džentelmenska. Ampak to ni važno. Namreč verjetno ima dovolj tega, da sliši razna namigovanja, kako je njihov pogonski sklop izven tistega, kar določa pravilnik. Čeprav je dobil na sestanku potrditev, da pravzaprav, ko je pogonski sklop v temperaturi okolice, njegovo kompresijsko razmerje ne presega tistih vrednosti, ki so jih določili v razmerju 16:1. Ampak mnogi, predvsem nepoučeni, trdijo kar nekaj absurdnih teorij. Namreč že res, da v tehničnem pravilniku piše, da mora bolid ustrezati pravilom skozi celoten vikend. Ampak to pomeni, da skozi celotni vikend se lahko izmeri določene vrednosti, ampak pod tistimi pogoji, ki so zapisani, uganili ste v pravilniku. A mnogi navdušenci zgleda, da tega nočejo razumeti. Dvomim osebno, da njihov intelekt ni sposoben sprejeti teh dejstev. Namreč dal vam bom nek poenostavljen primer. Videli ste mnogokrat, da voznik ob trku zgubi, na primer, končno ploščo prednjega aerodinamičnega stabilizatorja ali pa celoten prednji aerodinamični stabilizator. In nato ob obisku pred samimi garažami mu mehaniki nadenejo novega. Ampak v tistem delu, ko je dirko odpeljal z poškodovanim bolidom, je bila po vašem mnenju njegova masa nad minimalno določeno in brez skrbi. Maso se meri brez goriva. A ja, če manjka določen del na bolidu, pri tehtanju se seveda doda razbitine, ker tako piše v pravilih.
In podobno je pri merjenju samega kompresijskega razmerja. Tu je seveda potrebno imeti temperaturo okolice in ne tiste delovne temperature, ki jo lahko doseže motor z notranjim zgorevanjem. A verjamem, nekaterim ni všeč, da je morda Mercedes in tudi Red Bull dobil neko sivino v pravilniku in jo je znal tudi izkoristiti. A rad bi vas spomnil, da na primer leta 2019 so potihnili eno izmed največjih afer okrog pogonskih sklopov, le da je bil takrat vključen Ferrari. Ne vemo, ali je bilo vse legalno ali ne, oziroma dokler nimamo nasprotnih dokazov, je bilo vse v najlepšem redu. Ampak mene osebno bi resno zanimalo, kaj je v tistem dogovoru pisalo. A dvomim, da so takrat mnogi tako se pritoževali, kot na primer danes pri zadevi, ki morda sploh ni taka, kot si nekdo misli. Ukolikor koga izmed vas zanima malce bolj tehnična stran tega, kar naj bi naredili pri tovarniški ekipi Mercedes, bi vas rad usmeril na izjemno dober in poučen članek, ki ga je spisal Gary Anderson, bivši tehnični direktor pri ekipi Jordan, za spletni portal The Race. Tam je povedal nekaj zanimivega. Namreč vzel je papir in svinčnik ter se lotil malce računanja. Povedal je, da toleranca pri samem batu je nekako odmerjena na desetinko milimetra, torej raztezanje pri visokih temperaturah. Ampak, če bi hoteli doseči tisto kompresijsko razmerje 18:1, bi se moral bat dvigniti za pol milimetra, torej 5 desetink, kar bi mnogim že predstavljalo bistveno preveč onega, kar je dovoljeno, in bi se zadeva ustavila že tu. In sam bi rad dodal še nekaj. Če se bat razširi navzgor, seveda tudi se razširi na stran. To pomeni, da sam bat v srajci ti lahko postal tako velik, da bi s težavo drsal navzgor in navzdol, oziroma imeti bi moral izjemno široke bacne obročke, kar pa zopet ne sodi v motor z notranjim zgorevanjem, ki je prisoten na primer v Formuli 1. Gre za nekaj, kar v bistvu težko dojamemo že iz tistega osnovnega vidika. A težava je nekje drugje. Namreč slišimo lahko v raznih člankih, v raznih forumih, v raznih mnenjih ogromno namigovanj, ampak še niti eden izmed vseh teh poznavalcev ni pokazal nekega resnega dokaza. Vsi govorijo, kot da je nekdo tretji povedal nekaj, ko je zamenjal ekipo in novemu lastniku vse prišepnil na uho. Seveda, vsi se nekako bojijo, da pred začetkom velike nagrade Avstralije kakšna ekipa ne bi vložila protest. Sam komaj čakam na to. Namreč to bi pomenilo, da na samem štartu bi imeli, ukolikor bi bil uspešen protest, 4 ekipe manj. In če bi v to ekipo prišli tudi tisti z pogonskimi sklopi Red Bull Powertrain Sport, bi se tej skupini lahko pridružili še 2 ekipi. In imeli bi podobno situacijo kot na neki veliki nagradi Združenih držav Amerike,
na znameniti progi v Indianapolis. Strinjam se s trditvijo, ker je Toto Wolff dejal, da bi bilo bolje za nekatere, da se ukvarjajo z njihovimi ekipami, kot da naj namigujejo na morebitne nepravilnosti pri Mercedesu. In treba je razumeti, da Formula 1 ni pošten šport. Mnogokrat sem povedal, da glavno vodilo pri motošportu na splošno je naslednje. Če ne slepariš, se enostavno ne trudiš dovolj. In sedaj, če se nekdo pritožuje, ker so drugi našli boljše variante, je seveda eden izmed tistih, ki se ne trudi, ampak samo sledi oni poti, ki je najlažja, ki povzroča najmanj upora. In tu je ta bistvena napaka. Pri Mercedesu smo mnogokrat videli, kako so znali biti celo inovativni. Spomnimo se sistema DAS, ki je bil legalen, dokler niso pri FIA spremenili pravila, ki prepoveduje, da se volan premika v več kot eni smeri. Torej, sploh ni prepovedano, da volan lahko gre naprej in nazaj. Ampak, če si izbereš to varianto, se ne sme sukati levo in desno, na primer. Ampak to je za mnoge navdušence že morda malce preveč za razumevanje. Namreč vidimo lahko skozi celotno zgodovino tega športa, kako so si nekateri privoščili, seveda, hojo po robu. Nekatere so ulovili, druge pač ne. In mnogo zgodb je o tem, kako junaki tega športa so bili izven legalnosti. Tudi dokazano, ampak mnoge navdušence to ne briga. Izgleda, kot da je postal za medije Mercedes glavni sovražnik in da se vsi bojijo ponovitve sezone 2014. A pozabijo na nekaj, da najboljši je ponavadi tisti, ki zna svojo nalogo opraviti tako, da mu drugi ne pridejo niti blizu. S tem, ko se išče takšne izgovore, se v bistvu daje potuho najslabšem. Verjamem, tudi med vami se bo znašel marsikdo, ki se z menoj ne bo strinjal, ampak za danes, glede tistega, kar je povedal Toto Wolff, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.